Gremo k naslednji nalogi, naslednji seriji nalog. Na sliki je graf logaritemske funkcije, glede na sliko izpolni preglednico in izračunaj vrednost osnove a. Malenkost drugačna naloga, kar poskusimo takole narediti, Se pravi, če je to graf, mi moramo pa izračunati, koliko je vrednost te funkcije pri 1. Tukaj piše x je 1. Ja, ko je x1, je vrednost funkcije y, x1 je tukaj, to je ta točka, y je takrat 0. Ko je vrednost, tukaj pa piše, da je f od x2, torej f od x je y, 1, 2 je tukaj. Gremo do semle, to je tukaj, katera vrednost je to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se pravi, 2 je vrednost pri x je 9. Katera funkcija je to? Piše, da je logaritemska. To si napišemo, y je logaritem x z osnovo a. Zdaj, če vstavimo prvo točko, za x vstavimo 1, dobimo logaritem 1 z osnovo a je 0. Zdaj, to je vedno 0, kadarkoli je tukaj le 1 pri logaritmu, je osnova a 0. Zato stavimo še drugo točko, ki moramo postaviti za f od x oziroma y2. Je logaritem x z osnovo a, ampak naš x je tukaj 9, se pravi, tole je 9. Logaritem 9 z osnovo a je 2, če to spremenimo v eksponentno enačbo, je a na kvadrat enako 9 in a je enako 3. Ne more biti pa -3, zato ker je to osnova in mora biti vedno pozitivna. Pa gremo kar k naslednji nalogi. Dani sta eksponentna funkcija in logaritemska funkcija, dve funkciji, in dopolniti moramo najprej preglednico. Za funkcijo f od x je 2 na x, bomo še samo enkrat spisali, in druga logaritem x z osnovo 2. Torej, eksponentna in logaritemska funkcija z isto osnovo. Zdaj piše, da je x minus 1, se pravi to 2 na minus 1, in to že vemo, da je obratna vrednost, 1/2. Ali pa 2 na 0 je vedno 1, 2 na 1 je 1, 2 na 2 je 4. Zdaj pa še logaritemsko, ki imamo pa zdaj logaritem 1/2 z osnovo 2. Zdaj, če to pogledamo posebej, namesto 1/2 lahko napišemo 2 na minus 1 z osnovo 2 in 2 na koliko je 2 na minus 1? Na minus 1. Potem imamo zopet logaritem 1 z osnovo 2, 2 na koliko je 1? Na 0. Logaritem, se pravi tukaj 0, logaritem 2 z osnovo 2 je 1 in logaritem 4 z osnovo 2 je 2, ker je 2 na 2 enako 4. Takole. Zdaj pa naloga nadaljuje. Moramo izračunati, koliko je tale izraz. Poglejmo, f od minus 1, to je tole, piše, da je 1/2. F od minus 2, to še pa nimamo izračunano, moramo pa še izračunati, koliko je 2 na minus 2. 2 na minus 2 je, najlažje je, da to dvojko zapišemo z ulomkom, to je 2 enini na minus 2. 2 enini na minus 2 je, se pravi, ker je na minus, se obrne okrog, je 1/2, ostane pa na 2. In 1/2 na 2 je 1/4. Torej, 1/2 krat 1/4 minus f od minus 3, še na minus 3 moramo dati. Računamo še 2 na minus 3, zopet, ker je na minus, obrnemo okrog, damo na 3 in je to 1/8. Takole, in imamo 1/2 krat 1/4 zmnožimo imenovalce, je to 1/8, minus 1/8 je enako 0.
imamo še enačbo, g od x je 4, zdaj g od x vemo, da je logaritem x z osnovo 2, torej je to v bistvu logaritem x z osnovo 2 je 4, logaritemsko enačbo rešujemo tako, da jo spremenimo v eksponentno, torej 2 na 4 enako x, 2 na 4 pa je 16. 2 krat 2 krat 2 krat 2. Logaritemska enačba, kaj je tukaj, če nič ne piše? Tukaj je številka 10. In zopet, mi vemo, da je logaritem x z osnovo AY, takrat, ko je a na y x. Ali z desetiškim logaritem 100 z osnovo 10 je 2, če je 10 na 2 enako 100. To pomeni, da imamo zdaj tako, 10 na 2 je 2x plus 1, 10 na 2 je 100, je 2x plus 1. Tale enka gre na drugo stran, pa je 100 minus 1 je 99, je 2x. To pomeni, da je potem x 99 polovic, kar je pa 98 deljeno z 2 je 49,5. In to je naš rezultat. Gremo k naslednji. Brez uporabe izračunamo tole eksponentno enačbo. Kako že rešujemo eksponentno enačbo? Tako da vse zapišemo v potencah z isto osnovo. 2 na 2x plus 1 prepišemo. Pardon, ne plus 1, minus 1. 8 lahko zapišemo kot 2 na 3, a lahko tudi 1 zapišemo kot potenco z osnovo 2, lahko, to je 2 na nič, karkoli na nič je 1. Se pravi, enko lahko zapišemo s katerokoli potenco. To dvoje množimo tako, da stopnje seštejemo. To 2 na 2x minus 1 plus 3 in to je 2 na 2x plus 2 in to je isto kot 2 na nič. V osnovi sta isti, zato morata biti tudi stopnji isti in dobimo, da je 2x plus 2 isto kot nič. 2x je minus 2, iz tega sledi, delimo z 2, da je x enako minus 1. In je rešitev tukaj. Pa tole, tukaj imamo v bistvu logaritem vsote. Mi vemo, da je logaritem vsote, se pravi logaritem a plus logaritem b, isto kot logaritem produktov teh dveh števil. Ker osnova je ista, nič ne piše, to pomeni, da je povsod 10. To pomeni, da lahko iz tega ven zapišemo takole. To je logaritem od 3x plus 1 krat x minus 2. Potem pravilo. In to je logaritem od 2x plus 4. Zdaj pa, ker imamo na vsaki strani samo en logaritem, lahko antilogaritmiramo. To pomeni, da logaritem spustimo. In nam tukaj ostane samo tole, to lahko zmnožimo. 3x kvadrat minus 6x plus x minus 2 je 2x plus 4. Zračunamo in ker bo kvadratna enačba, bomo dali kar vse na eno stran. Minus 6x plus x je minus 5x, 2x damo na drugo stran, minus 2 prepišemo, pa še minus 4 je enako nič. Bomo pa to enačbo malenkost uredili. Se pravi, dobimo 3x kvadrat minus 7x minus 6 je enako nič. To je precej grozna enačba, ker jo ne znamo na pamet rešiti, ampak lahko si pomagamo z diskriminanto b kvadrat minus 4ac, pri čemer je tole a, to b, to c. Pa je to b kvadrat je 49 minus 4 krat 3 krat minus 6, kjer je pa krat minus 6, bo tukaj plus. Torej 49, 4 krat 3 je 12 in 12 krat 6 je 72. Če to seštejemo, skupaj je to 110, 121. Rešitvi x1, 2 sta pa minus b plus minus koren iz d, lomeno z 2a,
minus b je v našem primeru 7, koren iz 21 je 11, se pravi enkrat preštejemo, enkrat odštejemo 11, 2a je pa 2 krat 3 je 6. In kaj dobimo? Prva rešitev je 7 plus 11 je 18, deljeno 6 je 3. In druga rešitev, 7 minus 11 je minus 4, deljeno za 6 je minus 2/3. Tako. Eto. In že gremo naprej. Še ena naloga. Rešite enačbo. Zopet eksponentna enačba, kjer je tukaj plus, bomo izpostavili skupni faktor. 2 na x krat 2 na 1 plus 1 je 48. 2 na x prepišem, to zračunam. 2 na 1 je 2, plus 1 je 3. Zdaj hočem vedeti, koliko je tukaj, kjer je neznanka, zato bom delila s 3. Dobim, da je 2 na x enako 48 deljeno s 3 je pa 16. 16 pa že vemo, da je 2 na 4. Kdaj bo 2 na x isto kot 2 na 4? Ja, osnova je ista, torej mora biti enaka tudi stopnja in dobimo, da je x enako 4. Tako.